Čeprav nekateri pogosto dojemajo ognjemete kot nekaj spektakularnega, pa jih tako zagotovo ne dojemajo številne živali. O negativnih vplivih pirotehnike na živali nam bo sedaj spregovorila Ana Marija Žnidarič iz Društva za zaščito živali Pomurja. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, ne samo hišni ljubljenčki, ampak čisto vse živali doživljajo stres ob pokanju. Kako se na živalih pozna ta negativen vpliv? Ja, živali ne vejo, kaj se dogaja, ne razumejo, da je to neko praznovanje, zato te zvoke nenadne, strašne, zelo res doživljajo. Strašno. Psi, na primer, dostikrat pobegnejo, veliko je v tem času povoženih živali, veliko je v tem času živali, ki pristanejo v zavetiščih ali pa se izgubijo za vedno. Preskakujejo visoke ograje, tudi druge živali v hlevih, na primer. Znano je, da krave mlekarice v tem času dajo veliko manj mleka, tudi pri kokoših se pozna, da upade. Mislim, na splošno je to res zelo stresno obdobje za živali. So mogoče še kakšne druge raziskave glede tega področja, kako negativno ta pirotehnika vpliva na vse živali? Zdaj, če si samo predstavljamo, da psi, na primer, vsaj 10-krat bolj slišijo kot človek in vsaj 4-krat dlje, plus tega, da ne vemo, ne ve, kaj to je, no, si lahko predstavljamo, kakšen stres doživlja, ne. Tudi znano je, da ptice izgubijo orientacijo, divje živali so preplašene in v teh časih, ko so že tako hladnejši in rabijo veliko hrane, in potem s tem brezglavim tekanjem izgubijo vse to, tako da je res fejst stresno to obdobje za živali. Kako pa lahko v tem času pomagamo našim živalim ob pokanju? Za naše živali, torej za te živali, na primer v hlevih, pa to je, da jih probamo čim bolj zvočno izolirati, damo kakšno glasbo gor, da ne slišijo, probamo bližnje pokanje predstaviti drugam, tako da res niso izpostavljene. Zdaj, kar se tiče psov in mačk, ki jih lahko vzamemo k sebi, storimo to, bodimo ob njih, ni se treba pretirano ukvarjati z njimi, jih pretirano tolažiti, ker s tem potrdimo ta njihov strah, da je res nekaj hudo narobe. Probamo čim bolj normalno se vesti, zamotimo jih s kakšnim priboljškom, s kakšno igračo. Če je res hudo, potem poiščemo tudi pomoč pri veterinarju s kakšnim pomirjevalom, sicer se probamo to izogibati in mu res hočemo nekako zagotoviti, da je v varnem okolju, da se lahko počuti sproščeno in potem z leti bo ta strah tudi izvenel. Ali so mogoče kakšne živali že poginile zaradi tega velikega strahu pred pokanjem in pirotehniko? Ja, kot sem že na začetku omenila, predvsem jih veliko povozi avtomobili, zato ker brezglavo tekajo levo, desno, tudi na splošno je vzdušje takšno, vsi rajajo, veselijo, nismo toliko pozorni, tako da res pride do veliko tega. Veliko je tudi potem zatavajo nekam in ne znajo nazaj, ker v tem poku tudi izgubijo orientacijo. Tako da posredno je tega veliko. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala.